Turčiji imajo, tako kot v Sloveniji, predsednika države in predsednika vlade, ki mu rečemo tudi premijer in odloča o pomembnih rečeh. Takšnemu sistemu vodenja države rečemo parlamentarni. A najmočnejša stranka v Turčiji je predlagala, da bi to spremenili. 16. aprila bodo na referendumu volivci odločali o tem, da bi ukinili mesto premijeja, ministre pa bi lahko imenoval ali odstavil predsednik države. Pomagal bi mu tudi podpredsednik ali več njih. To pomeni, da bi imeli po novem predsedniški sistem in bi en sam človek imel veliko moč. Ta človek je trenutno Tayyip Recep Erdogan. Pred referendumom poteka kampanja, na kateri politiki ljudi pozivajo, kako naj se odločijo. Ker veliko Turkov, ki sme voliti, živi tudi v drugih državah, politiki skušajo na svojo stran dobiti tudi te. A na Nizozemskem, kjer so imeli ta teden parlamentarne volitve, turškim politikom niso dovolili v državo, ker bi lahko nagovarjali svoje volivce. Prišlo je tudi do spopada med tam živečimi Turki in policijo. Turškim politikom prav tako ne dovolijo, da bi nagovarjali volivce v Nemčiji. V Franciji temu denimo ne oporekajo. Odločitev Nemčije in Nizozemske je turškega predsednika Erdogana in njegove podpornike zelo razjezila. Evropskim politikom je zato zagrozil, da Turčija ne bo več sprejemala prebežnikov, ki jih te države zavrnejo.